Določenemu delu naše populacije smo rekli, da niste vredni minimalnega dostojanstva. Danes smo tukaj zbrani vsi, ki verjamemo v svobodo posameznika in v dostojanstvo posameznika. Nočemo več odrekati minimalnih pravic ljudem. Pravimo kot družba, da ne bomo prizvali ljudi, od pravic, ki pripadajo. Zato letos bomo rekli ne prihodnji srednji vek. Čeprav kot družba krenemo proti temu, mi se temu upiramo. Proti svetlejši prihodnosti, to je naša poraba ponosa. Dobrodošli tu na Kongresnem trgu. Jaz sem ponosen danes na Ljubljano, na Ljubljančane, ponosen sem, da sem tu in tudi jaz se sprašujem, odkot toliko sovraštva. In razumem ljudi, kako lahko iščejo razlike, da ustvarjajo sovraštvo. Jaz sem bil za družinski zakonik in ta bo prišel v veljavo prej sled, to vam zagotavljam. Ne glede na naše prepričanje, nihče nima pravico, da ljudi deli po katerikoli osnovi. Jaz ne morem svojega fronca imeti, vsaj še nekaj let, razen nas skrivajo klet. Seveda je zakon padel zlasti zaradi neumorne produkcije laži in zlonamernosti Antonov Stresov, Tadejev Strehovcev, Alešev Primcev, Angel Slikovič, Francetov Cukjatijev in Tomažev Meršetov ter drugih bolj ali manj strastnih in besnih netljivcev in zagovornikov diskriminacije.
zakon pa je padel tudi zaradi pasivne in zato so krive manjšine, pardon, večine. Vanjo sodijo zlasti tisti, ki imajo dostop do medijskega prostora in bi van zaradi svojega družbenega položaja celo morali in ne le lahko vstopili. Profesorji, raziskovalci, družboslovci, javni uslužbenci, odvetniki in drugi strokovnjaki. Vanjo pa sodi tudi 1.471.000 državljanov in državljank Republike Slovenije, ki imajo volilno pravico, pa so bodisi glasovali proti enakim pravicam, takih je bilo 280.000, ali pa na referendumu sploh niso glasovali, takih je bilo 1.191.000. Očitno ti svojo skrb za drugega izživijo kar znotraj svojega intimnega in družinskega sveta. Za zakon in enake pravice je glasovalo 233.000 volivcev od skupaj 1.709.000 volivcev. Enakosti pred zakonom je torej 5 minut svojega časa posvetilo 14% odraslih državljanov in državljank te države. 14% je malo več, kot je v Sloveniji gejev in lezbik. To ni ravno rezultat, s katerim bi bil kdorkoli lahko zadovoljen. Morda se pridobitve pravne, socialne in sekularne države, od prepovedi smrtne kazni do varstva osebne svobode, trenutno zdijo samoumevne pridobitve civiliziranega sveta. A kot pravi sporočilo letošnje parade ponosa, preteklost, v kateri so bili nezakonski otroci brezpravni, zunaj zakonske skupnosti nepriznane, geji in lezbike prisilno zdravljeni v psihiatričnih bolnicah, splav prepovedan in kontracepcija nedopustna, nikoli ni tako daleč, da se ne bi mogla v prihodnosti ponoviti. Zato na ulice in trge, za drugega, ki je zgolj jaz v drugi obleki. Jaz sem bil za družinski zakonik in ta bo prišel v veljavo prej, jaz let, to vam zagotavljam. Stop by at Mitzi from cradle to thumb. If he's under the longest day, like he's a cabaret old chap, only a cabaret old chap, and I love the Življenje je kabaret! Veseli te bomo, sploh če si bomo, če nisi pa reči juhej, juhej! Vsak izmed nas je mal gej, 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 gej! Posedajte še prej.